Društvo Ključ, Center za boj proti trgovini z ljudmi, je bilo ustanovljeno leta 2001 in to je neprofitna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu in ima tudi status humanitarne organizacije. Od leta 2002 izvajamo preventivne in kurativne programe. Preventivni programi se izvajajo za otroke stare od 14. do 18. leta in potem za polnoletne osebe, ki so na fakultetah skozi predavanja. Za otroke pa izvajamo preventivne delavnice. To je samo en vidik našega dela, zato ker smo ugotovili, da so najbolj rizična skupina v Sloveniji mladoletni od 14. leta naprej, se pravi, ko zaključijo osnovno šolo in ko se podajo v resnici na neko novo pot, ko grejo v srednjo šolo in se za njih absolutno in za njih starše spremeni tudi življenje in način komuniciranja in prav tako tudi način nadzora ni več takega. Starši pač nimajo pod nadzorom svojega otroka več, kar so ga imeli celo osnovno šolo in otrok začne pridobivati nove izkušnje, nove poti se mu odpirajo in včasih so tukaj na tej poti tudi pasti. Zato rečemo, da izvajamo delavnice o pasteh trgovanja z ljudmi, da se v njih ne bi ujeli. Te delavnice so zastavljene tako, da ne strašijo, ampak informirajo, ker seveda je naša filozofija ta, da več informacij imaš, bolj si varen. Delavnice so v bistvu zelo lepo sprejete, izvajamo jih pa na podlagi naše posebne spletne strani, ki se imenuje Telesnica. Na tej telesnici, ta telesnica je v bistvu ena trgovina, kjer se kupujejo in prodajajo osebe in skozi to spletno stran zelo plastično razložimo otrokom, kaj trgovina z ljudmi je, ker otroci na koncu izpade, da poznajo prav vse oblike trgovine z ljudmi, samo ne vejo, da je to trgovina z ljudmi. Najpomembnejši del se mi zdi našega dela pa je pomoč žrtvam trgovanja z ljudmi. V Društvu Ključ pomagamo tako moškim kot ženskam, tujkam in tujcem kot tudi slovenskim državljanom. Za nas je v bistvu status nepomemben. Ko pridejo k nam ljudje, ki so brez statusa, se znotraj samega programa oskrbe žrtev trgovine z ljudmi njihov status tudi uredi. Mi legaliziramo ljudem status. To nam je omogočeno skozi Zakon o tujcih, kjer je v 50. členu zapisano, da oseba, ki je žrtev trgovine z ljudmi, je pripravljena sodelovati z organi pregona oziroma tožilstvo izrazi namen, da bo to osebo potrebovalo v kazenskih in predkazenskih postopkih, se mu odobri dovoljenje za začasno zadrževanje za začetek. Kasneje potem ta status seveda tudi napreduje, odvisno je potem od tega, kaj se zgodi s to osebo. Običajno se najprej vključijo v osnovno oskrbo. Ta osnovna oskrba zagotavlja bivanje pri nas, ki je brezplačno, psihosocialno pomoč, psihološko pomoč in seveda tudi povsem osnovne potrebe, ki jih ima človek, zadovoljimo skozi ta program. Znotraj tega programa se v določenem trenutku zgodi seveda napredek pri osebi in takrat, ko se zgodi ta napredek in ko lahko začne oseba razmišljati o svoji prihodnosti in ne razmišlja več samo in izključno o svoji preteklosti, kot je to na začetku običajno, se začnemo z osebo pogovarjati o tem, kaj bi počela naprej v življenju. Nam se zdi pomembno, da ko osebe odidejo od nas, da vejo, da imajo izbiro, da lahko živijo drugače, da vejo, da imajo izbiro, da imajo lahko drugačno službo, kjer jo bojo plačali in kjer je ne bojo izkoriščali. Še enkrat ponavljam, ne glede na to, je moška ali ženska. In znotraj te oskrbe osnovne se običajno spontano zgodi preklop v program reintegracije in v sklopu tega programa reintegracije nudimo priložnost za dokončanje šolanja osnovnega ali srednješolskega oziroma za študij. Nekateri, ki ne želijo iti študirati, ki mislijo, da so zaključili študijem oziroma šolanjem, njim se pomaga najti služba in moram reči, da smo pri tem zdaj že kar uspešni. To izvajamo zdaj že 12 let. Imamo že en krog delodajalcev in en krog
šol, izobraževalnih inštitucij, ki so pripravljeni pod posebnimi pogoji sprejeti naše, se pravi osebe z izkušnjo trgovanja z ljudmi, ki so vključene v naše programe. Problem pri tem je ta, da je treba vsa ta šolanja plačati in nihče v Sloveniji ne financira tega programa. Tako da to v bistvu izvajamo sami z lastnimi sredstvi, čeprav smo neprofitna organizacija, z delavnicami in se še s kakšno dejavnostjo ustvarimo nek profit in s tem skušamo to plačati in tudi, kot sem rekla že prej, da imamo kot dobre sodelavce v tej mreži in pri teh izobraževalnih inštitucijah nam grejo skoraj vedno na roko in nam prepolovijo včasih šolnino, kar je res nekaj, za kar smo hvaležni. Torej, imamo preventivne in kurativne programe. Vsi naši programi so razvojno naravnani. Do tega smo prišli po kakšnih 5 letih našega dela, da v resnici moramo nadgrajevati vse te programe, zato ker so tudi potrebe ljudi, ki jih imamo v naših programih vključene, so seveda, če bivajo pri nas 2-3 leta, potem je jasno, da imajo tretje leto drugačne potrebe, kot so jih imeli prvo leto. In tako programe širimo, nadgrajujemo, se počasih zgodi, da mogoče prehitevamo s kakšno idejo in da naša družba pač ni pripravljena na določene sistemske spremembe. Takrat pa se skušamo vključiti in do zdaj smo bili kar uspešni, vključiti tudi v kakšno spremembo zakonodaje. In pri tem nam gre sicer počasi, ampak nam gre dobro. Zelo pomembno zato, da se je za osebe, ki imajo izkušnje trgovine z ljudmi, oblikoval ta neki sistem pomoči. So bili 3 sporazumi, ki smo jih podpisali leta 2003 in 2004. To so sporazumi o sodelovanju na področju nudenja pomoči in zaščite žrtvam trgovanja z ljudmi, ki smo jih ločeno podpisali, enega z Ministrstvom za notranje zadeve, enega z Vrhovnim državnim tožilstvom in enega s policijo. Zakaj pravim, da je to bila osnova? Te 3 sporazumi so bili osnova zato, ker smo prvič zapisali določena pravila o tem, do katere točke lahko sodelujemo kot organizacija z naštetimi organi in od katere točke naprej se od nas pač ne more pričakovati, da bomo sodelovali z njimi. Se pravi, tukaj gre predvsem za informacije o žrtvah, o osebah, ki so pri nas nameščene. Teh informacij naštetim ne dajemo, dajemo pa popolnoma vse informacije o kriminalnih ozadjih in o ljudeh, ki izvajajo kriminalna dejanja na področju trgovanja z ljudmi. Se pravi, vira ne izdajamo, povemo pa vse, kar vemo o ljudeh, ki se ukvarjajo s trgovanjem z ljudmi. Zato smo rabili kar nekaj časa, da smo se ujeli z organi, z naštetimi organi, vendar moram reči, da do danes, se pravi, če smo to podpisali leta 2003 in 2004, do danes nihče ni odstopil od teh sporazumov in še vedno se držimo. In skupna točka nam je v določeni fazi postopkov, bom rekla, da je oseba zaščitena, da ni ogrožena in da se dobro počuti v naših programih. To tudi pomeni, da je sodelovanje z organi pregona lahko bi rekla korektno in lahko bi rekla, da so se zdaj že nekaj časa pripravljeni saj razmišljati o nekih novih idejah, ki jih dobimo. Treba je vedeti, da kriminalci trgovci z ljudmi vedno znova spreminjajo svoje načine rekrutacije, vedno znova spreminjajo svoje načine vzgajanja žrtev in discipliniranja žrtev in temu se mora prilagoditi kompleten sistem. Najhitreje se prilagodimo mi kot nevladna organizacija in najtežje se seveda prilagodi zakonodaja. Treba je vnašati nove elemente v kazniva dejanja, treba se pač prilagoditi pri postopkih, ki jih izvajajo. In treba je razumeti, zakaj je vedno težje dokazati, da je nekdo bil prisiljen v kakšne stvari, ki jih sicer v življenju ne bi nikoli počel. Vsaka minuta, ki jo vložimo v to, da strokovne delavce, ne glede z katerega področja, je to z področja sociale, je to z področja
zdravstva, ali je to z področja policije. Vsaka minuta, ki jo vložimo v to, da jih prepričujemo oziroma da jih skušamo naučiti oziroma ozavestiti, zakaj se žrtve trgovanja z ljudmi vedejo tako, kot se, je dragocena in nam v bistvu tega nikoli škoda. Zato izvajamo tudi izobraževanja za strokovno javnost. Izobraževanja so prilagojena glede na seveda publiko, ki jo imamo pred seboj. Je pa pomembno, zelo pomembno se nam zdi, da bi strokovni delavci z področja sociale bolj razumeli oziroma se bolj potrudili pri tem razumevanju, ker za zdaj zmagujejo policisti in kriminalisti, bolj razumejo. Ne? V drugi strani, pa če pomislimo na socialne delavce in centre za socialno delo, bi morali biti oni ta prvi, ki bi razumeli stisko človeka. Pa nažalost ni tako. Naslednja skupina ljudi, ki bi morala biti veliko bolj ozaveščena in veliko bolj razumeti, spremljati mogoče področje, se dati podučiti in ne z vzvišenim odnosom gledati na pač ta kriminalna dejanja, ki se zgodijo, so pa seveda sodniki. Tukaj je praksa sicer različna po sodiščih v Sloveniji. Ni rečeno, da eno sodišče sledi, recimo ljubljansko, da bi sledilo praksi mariborskega sodišča, in tukaj bi bilo treba to prakso seveda izboljšati. Mi imamo precej zvezane roke pri tem, kot nevladna organizacija, lahko pa na to vedno znova opozarjamo in lahko tudi glasno opozarjamo v strokovnih krogih, seveda. Dušan Ključ pač nima te prakse, da gre v javnost in dela pač, da bi vključevala javnost v to, smo pa na vseh teh poteh, bi rekla, kar prodorni, teh strokovnih poteh, do kamor lahko pridemo in komor lahko kaj povemo. Dobro. Povezovanje z nevladnimi organizacijami je izjemno pomembno zato, da delo teče tekoče, zato, da se ne čaka predolgo na nekatere stvari, ki jih lahko opravi kakšna druga nevladna organizacija, mi jih pa ne moramo opraviti, ker so pristojnosti, bi lahko rekla, navidezne pristojnosti, kar lepo razdeljene v Sloveniji med nevladnimi organizacijami. Imamo kar nekaj trdnih partnerstv, z nekaterimi nevladnimi organizacijami se pogosteje povezujemo na področju preventive, z nekaterimi pa bolj pogosto in bolj tesno na področju kurative. Med tistimi, s katerimi se povezujemo na področju kurative, bi izpostavilo Društvo za nenasilno komunikacijo in pa Društvo SOS Telefon, Društvo Mozaik in pa Slovensko filantropijo. Zakaj? Zato, ker Društvo SOS Telefon in Društvo za nenasilno komunikacijo nam lahko pomaga pri namestitvah oseb oziroma pri tej strokovni pomoči. Nam lahko nudijo strokovno pomoč, tudi podporo nam kolegicam in kolegam. Društvo Mozaik je tista organizacija, ki se zelo trudi na področju izboljšanja življenja romskih otrok in romskih družin. In na našem področju se velikokrat srečujemo z romsko populacijo. Marsikaj nismo razumeli še 10 let nazaj in z njihovo pomočjo marsikaj razumemo zdaj, kako se to dogaja, zakaj se dogaja, kakšna je dinamika odnosov, kakšna je njihova kultura, kaj definitivno ni njihova kultura in kaj definitivno niso njihovi običaji, smo pa skupaj, mislim, da uspešno prepričali tudi državne organe v smislu prisilnih in dogovorjenih porok romskih deklic in romskih dečkov. Tukaj spet dečkov ne izključujemo, zato ker so dečki prav tako prisiljeni v poroko z deklicami in so prisiljeni odigrati vlogo moškega, kot jim je bila dana v tej njihovi osnovni celici. Pomeni, da tukaj je skoraj pravilo, da je potrebno izvajati psihično in fizično nasilje nad ženo. In če ta žena pač 14-letna deklica, skoraj njegova sovrstnica, potem bo deček, ker to se od njega pričakuje, tudi izvajal. To so organizacije, s katerimi sodelujemo na področju kurative.
Na področju preventive se pa povezujemo v resnici z vedno več organizacijami, zato ker preventiva mora teči široko. Odpirajo se nova in nova področja, o katerih je potrebno spregovoriti v osnovnih in v srednjih šolah. Od legebitre do pač z vsemi možnimi. Cenjeno je tudi sodelovanje z Mirovnim inštitutom, s katerim sodelujemo v resnici že od samega začetka. Zelo dragoceno je tudi to, da se kdaj ne strinjamo, ker prihaja do argumentiranih razgovorov in do tega, da se en od drugega učimo. Recimo ta trenutek poteka ena debata o legalizaciji ali nelegalizaciji prostitucije. Pri tem smo na različnih bregovih. Mi smo predvsem na svojem bregu zato, ker se srečujemo z osebami, ki so prostitucijo doživele, in ko pridejo k nam, običajno se zgodi tako, da rečejo, da so same krive, da so padle v to, da so se same odločile, da so šle v to zgodbo. Ko se zgodba strukturira, se pravi, ko oseba večkrat o tem govori, ko je v boljšem psihičnem stanju, ko se počuti varnega v našem okolju, kjer biva, običajno pridemo do trenutka, zakaj se je odločila, da gre v tako rizičen poklic, kot je poklic prostitucije, in kako in kdaj je prišlo do tega, da so začeli izkoriščati, da so jo začeli izkoriščati. Te argumenti so izjemno pomembni tudi takrat, ko je treba razložiti ljudem, zakaj se žrtve trgovanja z ljudmi lahko tako navidezno zlahka premislijo, da bojo ali sodelovale s komerkoli, ali pričale, ali da bojo rekle, da ni res vse to, kar so povedale. Se pravi, osebe, ki so doživele trgovanje z ljudmi, so doživele spekter kaznivih dejanj. Ni bilo to samo psihično nasilje, to je bilo psihično nasilje, to je bilo fizično nasilje, ekonomsko nasilje. Tukaj so bile grožnje uperjene zoper ljudi, ki jih imajo one rade. Ali se pravi osebe, ki so doživele to. Tukaj se je zgodilo to, da so jih prepričali, da so sami krivi za vse, kar se jim dogaja v življenju, in istočasno se dogaja to, da človek, ki jih izkorišča in tudi nudi osnovna sredstva za preživetje, se pravi, od enega in istega človeka dobivajo eno in drugo. Istočasno postanejo del kriminalnega podzemlja in v tej vlogi, če niso imele tega namena, se počutijo dodatno slabo. Ko to doživijo, vejo tudi, da se izgublja priložnost, da bi jim nekdo pomagal, ker so potem seveda delujejo protizakonito, in se dodatno bojijo potem še države in ne sprejemajo pomoči. Še ena stvar se zgodi, ki je pa popolnoma en psihološki moment, in to poznamo vsi, ki delamo s travmatiziranimi ljudmi, da se jim seveda samopodoba zelo zniža, da se ne počutijo vredne čisarkoli dobrega v življenju in da potrebujejo veliko časa, da ugotovijo, da jim je to še vedno na razpolago, če zberejo moč in če okrevajo po travmatski izkušnji, ki so jo imeli. Pri prostituciji gre za to, da je to skupek večjih travmatskih izkušenj. Tudi če gre samo za nudenje spolnih storitev, za plačilo, vendar še vedno ostaja, da nudijo spolne storitve z osebo, ki si jo niso same izbrale. Se pravi, nimajo dovolj izbire, da bi se lahko same odločile, in seveda v naših zgodbah, teh, ki jih doživljamo mi skozi osebe, ki jim nudimo pomoč, se vedno zgodi tudi to, da nimajo možnosti vplivati na spolne prakse, ki jih bojo izvajale, in na to, ali bojo to lahko izvajale z zaščitnim sredstvom oziroma s kondomom ali ne.